Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. Danes imamo v gostih Iztoka Zabreznika iz podjetja Lineal. Pozdravljen, Istok. Pozdravljena. Istok, daj povej enih par stavkov o sebi, da vidimo, da poslušalci slišijo jasno, s kom se pogovarjajo. Moje ime je Istok Zabreznik, prihajam iz podjetja Lineal, tam sem že od leta 2009. Drugače sem pa aktiven na področju, bomo rekli, modeliranja, že tam od leta 1999, kjer sem bil najprej uporabnik začetnih programov za arhitekturo. Kasneje sem pa prišel recimo tam nekje 2004 na Civil 3D, kjer še vedno vztrajam. In to tudi nekako narekuje zgodbo o BIM-u, ker pač na področju infrastrukture je Civil 3D eden od redkih programov, ki omogoča parametrično modeliranje, zato tudi se me je potegnilo v BIM. Zdaj na Linealu je moja naloga v zadnjih letih predvsem BIM menedžeriranje vseh, v bistvu prehod cele firme na BIM, pomoč pri projektih, pomoč projektantom. Še vedno pa ohranjam status projektanta, tako da recimo 2 projekta na leto poskušam še za sebe narediti, zato da ohranjam dušo tam, kjer je moja osnova, se pravi projektiranje. No, to je zelo zanimivo. Predvsem zato, ker sem videl od par najnih prejšnjih gostov dobila priporočilo, da moramo nujno tebe kontaktirati. Tudi mi smo se komi ujeli za tale pogovor, ker si toliko zaseden, pa me zanima, kateri so tisti projekti, ki ti trenutno največ časa jemljejo, pa največ živcev? Trenutno mi zdaj v bistvu sta na firmi sta nekako 2 večja projekta v zaključku, ki jaz tudi sodelujem kot podpora. En je Šentilj Maribor idejni projekt, oziroma tudi že na enem delu PGD faza nadgradnje železnice. Drugi so pa Karavanke, kjer mislim, da sta tudi vaša zadnja 2 gosta tudi govorila o projektu drugega predora v Karavankah, in mi skrbimo za veliko večino cest in infrastrukture okrog predora. Tako da to je tudi zdaj trenutno v zaključni fazi oddaje in mislim, da v naslednjem mesecu se tudi PZI del BIM-a oddaja, tako da to so kar konkretni projekti. Je še pa en zelo velik projekt razvojni, ki ga pa delamo trenutno, to pa je InfraCloud, ki ga pa v sodelovanju z CGS-om, pa z fakulteto mariborsko, gradbeno in računalniško, imamo eno v bistvu zelo kar težko nalogo smo si zadali, in sicer iz oblaka točk želimo avtomatično poiskati in zmodelirati linijske objekte na nivoju ceste. To je nekako zaključek tega razvojnega projekta, ki bo trajal cirka 2 leti. Imamo pa zdaj čez 14 dni oddajo prvega poročila in je to zdaj zelo aktivna pa zgoščena, bom rekel, sestankovanja in usklajevanja vsa, tako da to so nekako glavne stvari. No, v bistvu, mogoče sem preslišal, ali pa nisi povedal samo zato, da bo jasno, si pa gradbenik po izobrazbi. Ja, sicer je bilo, moje izobraževanje ima zgodbo, ne. Jaz imam 1 letnik strojne fakultete v Ljubljani, 99-2000, potem sem pa v bistvu tam okrog 2000 leta
verjetno veste, je bil zelo dober čas za tiste, ki so znali z računalnikom karkoli delati in nekako me je potegnilo stran od fakultete in sem dejansko delal. Upisal sem se 2002 na gradbeno fakulteto v Mariboru in diplomiral sem lani. To še po onem, ta staram. Ja. Odlično. Če ne bi spremenili zakonodaje, bi še verjetno bil kar strojni tehnik. Tako da, bom rekel, v tem primeru hvala, ne, EU, da so spremenili zakonodajo in nas prisilili v to. Ne. Mislim, da je bilo to tam nekje 2014 ko smo prejeli nagrado v Dublinu, da je takrat Andrej Thibaut, ki mi je tudi bil mentor zdaj pri diplomi, rekel, zdaj je pa res zadnji čas, da še narediš tista 2 izpita, pa diplomiraš. Ne? In sem res tudi to pol naredil. Sem pa cel faks v bistvu izredno delal, tako da nekako 2 izpita na leto sta bila. Ja, ampak zdaj je čist drugač, ne? Zdaj, ko si diplomiran inženir, zdaj pa popolnoma drugač. Ja, zdaj pa res vem, ja. Zdaj pa lepo na kartici piše, ne? Diplomiran gradbeni univerzitetni inženir, ne? In zdaj pa to čist drugač, pa najbrž si se začel obleke oblačati, ne? Ja, seveda. Predvsem na vizitko pa res dost bolj sproščeno dam od sebe, to pa ja. No, jaz bi najprej čestitil za vztrajnost. Pol bi pa nekaj druga bi vprašal, no? V bistvu podjetje Lineal se vse skozi pojavlja v eni takih zgodbi, tej pilotni zgodbi, tistega stolpa Vinarium, tam v Lendavi, pa me zanima, si tam sodeloval, pa kako to, da ste tako zelo povezani z Univerzo Maribor, eno verjetno lokacijsko, drugo pa tudi to, da ste se ujeli verjetno na neki skupni viziji. Ja, v bistvu je tako, da jaz sem že tam nekje, takrat, ko sem prišel v Lineal, to je bilo tam 2009, sem začel zelo na glas obimu očivkati, ne, in lastniki pa vodstvo so tu zelo hitro prisluhnili, takrat je glih, bi rekel, začela kriza noter prihajati in moram priznati, da imam zelo dobre šefe, ki razumejo, da je razvoj nujen in zato smo tudi bili tudi tako hitri. Dejansko je pa prišlo do razvoja oziroma do sodelovanja z fakulteto zaradi civila in sicer Subassembly Composer, ki je nekako, jaz bi rekel, tu paralela Dynamu v Revitu, je tam 2010 se začel razvijati, 2012 je prišel v uporabo za vse ljudi in v Composerju se dajo razvijati pametni gradniki. Zdaj to je zelo taka dobra beseda, ampak dejansko to pomeni, da lahko v civilove elemente vizualno programiraš na tak način, da se potem na osnovi vseh možnih vhodnih parametrov obnašajo po želji, tako kot si sam zamislil. In mi smo takrat ugotovili, da je to težava, ne? Da pač nekako ni nekih pametnih resursov, je pa tega dela ogromno, če hočeš vse ceste parametrizirati. In smo našli neke razvojne projekte, se prijavili, takrat smo napisali prijavo in v bistvu uspeli, ne? In potem smo mogli takrat sestaviti ekipo. Povezali smo se s Mariborsko fakulteto in z Andrejem Thibautom predvsem, ne? On je potem tudi bil vodja tega projekta, Road 3D Smart se je imenoval, kjer smo pa razvili, ne vem, mislim, da 70 subassemblyjev, pa navodila, pa vse, ne, jaz sem takrat v bistvu potem smo zaposlili, ena je bila Mojca, pa Klara Mihalič, ko je še zdaj na Linealu, pa še bil je Sašo kot računalničar, pa Andrej je tudi bil delno zaposlen pri nas in tam se je začela zgodba o sodelovanju med fakultetama, pa tudi v bistvu nekak zgodba tega infrastrukturnega, ne, BIM-a bomo rekli, v sodelovanju z fakulteto. Seveda je stolp prišel pa kasneje, ne, ko
se je pa, moram reči, da ne na zahvalo, ampak recimo, da je tu občina Lendava izjemno poslušna do takšnih poslušna. Nove tehnologije so zelo pomembne, oziroma za njih zelo razumejo, kar se tudi pri Stolpu vidi. Stolp je eden od redkih projektov slovenskih, ki je uspešen bil, ki je bil zgrajen v krizi, pa dejansko je uspešen in promocijsko in, kako razumem, tudi komercialno. In je takrat v bistvu na našo idejo, dejansko takrat naš direktor kar zelo bil glasen in bi bilo rečeno, ja, pa dajmo narediti BIM. Takrat smo naredili projektno nalogo, vse je bilo dogovorjeno, BIM je bil dan tudi v projekte in delalo se je pa to tako, da jaz sem začel, pa nastavil, Mojca je pa potem dokončala. Mojca je bolj bila v bistvu takrat v moji ekipi in je tudi šlo to zelo hitro naprej. Mislim, da je bil dober projekt. Eden od prvih, tak, bomo rekli, promoviranih. Ja, v bistvu prej, da si omenil en ti zanimiv projekt, ki ga imate s CGS-om, ki je spet nekak infrastrukturen, oziroma pač, a lahko mogoče samo 2 stavka še okoli tega, zato ker se mi zdi kar zanimiva in odpira cel kup nekih problemov, kar do zdaj te point cloudi so se v večini primerov uporabljali za neke stavbe, nekako prenesti in potem pač z njih nekaj narediti, neke elemente. Kako pa bolj to sploh pri teh nekih daljših, pač kjer je ta dimenzija, dolžina bolj izrazita? Ja, oblaki točk so zdaj, za nas je to zdaj ratalo že kar pomemben vir informacij iz terena. Težava je predvsem pri naših projektih je v tem, da so praviloma res veliki. In če povem, mislim, da 3 ali 4 leta nazaj smo neko vizualizacijo delali s pomočjo enih arhitektov, pa sem jaz takrat to delal v Maxu, pa sem imel za to, da sem renderiral, mislim, da sem pol firme računalnikov povezal v mrežo, pa sem vse noči en teden renderiral, da sem nekaj naredil. In glavni problem je bil v tem, ker so ti surfacei, ko jih mi imamo, imajo milijone točk in tisti arhitekti, vem, da so takrat rekli, da enostavno nimajo računalnika, da bi to lahko odprl sploh model, kaj še je delal, kaj z njim. Podobno je pa pri oblaku točk. Mi iz oblaka točk najprej seveda ga uporabimo za to, da si naredimo surface. Druga zgodba je pa to, da ga uporabimo direkt za gledanje. In problem, bomo rekli, vseh programov, še noben program nima tega, da bi znal oblak točk videti na tak način, da bi tudi ga objektno določil, kaj je kaj. Sej lahko imaš klasificirane točke, ampak to ni to, še vedno so samo pač pike. In če imaš par 100 milijonov pik, ki jih moraš opazovati, poobvladati, je že samo obvladovanje pik problem in to je obvezno je potrebno to vektorizirati in to je zdaj naša naloga. Vektorizirati linijske elemente. Se pravi, na osnovi oblaka točk, ki ga damo noter, razpoznati linijske elemente, jih vektorizirati oziroma zmodelirati, pa jim dodati atribute, da bodo uporabni za nadaljno uporabo za namene projektiranja. Skratka, namen je te zadeve potem nekako obvladovati z Civil 3D-jem ali kaj drugega? Ali ni neki... Tu zdaj nismo omejeni na noben program, mi v bistvu zdaj, ko se pogovarjamo o platformi, smo ugotovili, da dejansko ni pomembna. Mi pač moramo ven iz oblaka točk, ki je enostavno količina podatkov, ki jih oblak točk nosi bomo rekli, v gigabajtih. Je tako velika, da je neobvladljiva. In če se to vektorizira, zadeva rata obvladljiva. In to je prvi in osnovni cilj. Se pravi, zmanjšati količino podatkov, pa podatke narediti uporabne. Zdaj,
Verjetno, jaz upam, da bomo na koncu to uspeli v IFC izvoziti. Iskreno pa upam, da bo do takrat IFC že to sposoben sploh prebrati, ker tako zdaj zaenkrat uporabljamo v infrastrukturi IFC je bolj kot pač nosilc solidov pa atributov z njimi. Shema še pa ni pripravljena na infrastrukturo. Tako da tu so še nekaj let, po moje. Ja, sej. Mislim, da bo se prej projekt končal. To 100%, ja. Sam zdaj, sej, če bo projekt dobro nastavljen, ni težava potem ga nadaljevati v smeri IFC. Ampak nastavki so taki. Se pravi, vhod bi naj bil oblak točk, izhod bi naj bil model ceste z vsemi potrebnimi atributi, ki je uporaben za podlago za projektiranje. Ali pa tudi za karkoli drugega. Ja, ambiciozen cilj. Tu se zdaj postavlja že kar naslednje vprašanje. Tudi prej smo imeli v enem nevezanem pogovoru pred oddajo debato o tem, kateri program uporabljaš in si omenil, da živiš v bistvu v sivi 3D-ju, ki verjetno tudi pri infrastrukturi najbolj uporaben program, oziroma eno najbolj uporaben, če govorimo o BIM-u. Lahko mogoče poveš, kak se je tvoja zgodba s tem sivi 3D začela, pa koliko sploh se sivi 3D razume z BIM-om, glede na to, da nismo velikrat kaj dosti slišali o njem v tem podcastu. Jaz sem začel tam nekje leta 2002 ali pa 2003 uporabljati Land Desktop v kombinaciji z Civil Designom, ki je bil takrat Autodeskov nekak program za projektiranje cest in infrastrukture. Tam nekje 2004 je pa moj bivši šef, mislim, da iz ene tržnice v Bosni pripeljal en CD, ko je pisalo Civil 3D 2013 beta, 2003 beta, nekaj takega je bilo. Jaz sem tisti inštaliral in takrat tista zadeva je znala narisati os, pa 4krat je crkano vmes, ampak bilo je pa tak, bil je pa to prvi stik, bom rekel, takoj mi je ratalo všeč, ker je bilo res parametrično, ker nisi šel risati črte pa loka, ampak si šel risati os, recimo ceste. In takrat potem, mislim, da prva verzija, ki je bila že taka uporabniška, je bila 2004, 2005, 2006 je že pa v bistvu bila kar zaresna verzija, ko se je že res nekaj dalo z njo narediti. In takrat je v bistvu Autodesk po Evropi iskal eno skupino uporabnikov, ki bi bili nekak testerji, in takrat je na priporočilo CGS-a so mene tudi povabili in potem od takrat naprej sem jaz z Civilom zelo povezan, zaradi tega, ker sem tudi tester in tudi delno imam možnost vplivati na razvoj programa, res poznam ga v drobovje tudi zaradi tega in zato je Civil 3D moj program. Tako da, kar se tiče BIM-a, že tisti 3D, ko piše od zadaj, je nekako pove, da Autodesk tu, namen Autodeska je tu, da bi to bilo BIM-ovsko. Takrat, ko se je program začel, enako kot je bilo pri Revitu, še to ni imenoval, še BIM kot beseda ali pa kot fraza niti ni bil, oni so se bolj pogovarjali o objektnem modeliranju. In bistvo je tu, bistvo Civila je podobno kot pri Revitu, da se modelira objektno oziroma da program pozna objekte, ki jih delaš, da zna med njimi vzpostaviti komunikacijo. Pač razlika napram ostalim, bomo rekli, BIM-ovskim programom, ki izvirajo iz arhitekture, je pa v tem, da to ni vertikalni program, ampak je horizontalni, se pravi namenjen je za horizontalne objekte, medtem ko praktično vsi ostali programi so pa iz arhitekture in so vertikalni.
Vse ostale stvari, kar se tiče civila, so pa nastavljene na tak način, da delujejo po BIM-ovsko, se pravi, poskrbljeno je za podatkovne povezave med različnimi, bomo rekli, datotekami, modeli, elementi, avtomatika deluje na tak način. Največji ali pa najbolj pomembna stvar pri civilu je pa Subassembly Composer. To je pa dejansko ločen program, podobno kot pri Revitu Dynamo, ki pa omogoča vizualno programiranje parametričnih gradnikov, s katerimi se potem recimo cesta modelira. To nekako. V bistvu jaz se spomnim tega Civil 3D, v bistvu res najbrž v tistih letih, ki si jih ti omenjam, vem, da takrat, ko je zadeva ven prišla, sva imela s profesor Kovačičem, ki je bil pač moj mentor pri doktoratu, tako dosti dolgo debato v smislu, jaz zdaj pa Civil 3D ven prišel, kaj bo pa zdaj spletajo. In recimo, da je na veselje najbrž vseh pleteja še zmeri tukaj, ne, in še zmeri najbrž kar se prodaja, ne, in živi naprej svoje življenje. Ampak dejansko so pa nekako tako razmišljali, da bo kar, ne vem, problem s tem, ne? Ker se je pač pojavil nek tak relativno pač primerljiv program z pletejo. A ti tudi si kaj takega podobnega videl, ali je Civil 3D drugače zasnovan oziroma bolj splošen, vseeno bolj splošen kot pleteja? Mogoče ena specifika, ki jo imajo ti tipični BIM programi, modelirniki, tu jaz mislim, da pri vseh težavah, da so zelo orientirani zelo ali pa zgolj na modeliranje, ne toliko na izdelavo načrtov, risb in tega. In to je recimo bila na začetku težava Revita, ne? Sheet production je bil križ, ne? To je recimo kak all plan, totalna zmaga. Enako ali pa podobno je pa pri civilu. Ampak bolj kot gremo v BIM, bolj modelirniki zmagujejo, ker so risbe manj pomembne. In jaz tudi to na tak način vidim, ne? Se pravi, zaenkrat je še bom rekel, v svetu ali pa mogoče pri arhitekturi se je že začelo malo spreminjati, ampak pri infrastrukturnih objektih, predvsem pri cestah, je še pa vedno klasika, ne? Projekt pričakuje se, da je projekt oddan situacijo, vzdolžni profil, prečni profili in tako naprej. In lahko imaš ne vem kak model zadaj, to se pričakuje, da bo načrt vseboval. In programi, ki to obvladajo, ne glede na to, kaj se zadaj dogaja, so še vedno aktualni in bomo rekli zmagovalni. Res pa je, da je Civil zelo mlad program. In napram pleteji je stara 25-27 let, ne? Ja, sigurno. Mislim, jaz. Ja, Civil pa koliko? Tistih dobrih 15, recimo, če malo raztegnemo, ne? Recimo, da je 15, in to je le razlika, ne? Čez 10 let bomo pa videli, kaj bo, ne? Tak bi jaz rekel, ne? Zaenkrat je tako, da Civil je odličen, ko je treba neko zahtevno, res zahtevno geometrijo, kar pri cestah praviloma je, hitro narediti, pa hitro preveriti realnost iz ideje. Malo se pa mu začne lomiti, ko je treba to spraviti na papir, pa narediti lepe profilčke z vsemi, ne, vsebinami, ki so pa potrebne za to, da projekt prije do konca. In to je recimo, bomo rekli, hiba Civila, ne, ki pa jo ostali programi, tisti, ki še izvirajo iz old school razmišljanja, praviloma imajo urejeno. Ja, v bistvu zanimiva razlaga, no. Mislim tako, da je dosti verjetna, oziroma tako, bom rekel,
če tako pogledaš, ko si pojasnil, res vidiš nekako, da stvari tako stojijo. Ne? Ja, sej nekako je paralela z, recimo, če pogledamo Revit, ne, ima čist podobne težave. Nikoli ne more biti model narejen tako dobro, da bi ga lahko kar sprintali kot načrt. In tista ločnica med modelom pa med tistim, kar prikazuješ na papirju, je pri modelirnikih vedno težava. Pri teh klasičnih modelirnikih. Zaradi tega je tudi v bistvu tisto, ko smo se mogoče prej pogovarjali, ali bo AutoCAD umrl. Ne, po moje še nekaj časa. Ne. No, vse, da se razumemo. Tudi jaz sem tega mnenja, da še precej časa ne bo. Ampak v bistvu, če greš malo na te BIM dogodke, je v bistvu drugi slajd, takoj za naslovom je vedno AutoCAD je mrtev. No, in takrat se začne vedno smejati. Ja, to je bilo bolj v tej smeri. No. To je marketing bolj kot neka realnost. Ja, se razumemo. Jaz imam tukaj eno drugo vprašanje, mislim, ker si načel eno temo, ki mene v bistvu zanima, že skozi pa občasno malo provokativno, kakega gosta tudi vprašamo v tej smeri. Sploh ti res BIM evangelisti vedno poudarjajo, pač BIM je prihodnost, BIM, ne vem, uporabljamo samo BIM pa to, ne. Ti si pa zdaj prvič tako jasno in eksplicitno povedal, da so težave, pač obstajajo z nekaterimi programi težave, kako to spraviti na papir, ne. Ampak moje vprašanje pa, a si predstavljaš, kak bi drug način oddaje neke projektne dokumentacije, kakor je zdaj na papirju? Ne, a bi to oddali model, pa zdaj, če bi oddali model, a bi to pomenilo, da morajo vse upravne enote v Sloveniji imeti vse programe, s katerimi bi se kdo to spomnil oddati, ker glede na to, da si tudi sam poudaril, da IFC še ni zrel za kaj takega, ne. Mislim, kak je tvoj pogled na to, ko imaš sigurno več informacij s terena, kot jih imam jaz? V bistvu je tako, da po moje, no, najbolj optimalno bo, ko se bo lahko oddal model. Verjetno, če se pogovarjamo o tem, na kak način se bo oddal model, jaz nekako razmišljam o tem, da ko bomo sposobni oddati model, ki bo, ne vem, internetna stran, pa ne bo pomembno, kak program, pa karkoli. Takrat se bomo pa lahko pogovarjali realno o tem, da se odda. Ne? Ker prepričani pa moramo biti v to, da tudi sam model sam po sebi ne bo, ali pa ni, pa tudi ne bo nikoli absolutno uporaben za, ne vem, na gradbišče ali pa za neke specialne namene. Vedno bodo mogli biti zraven neke vsaj minimalne 2D risbe ali neki detajli ali mogoče, ne vem, neka situacija pa to. Ljudje smo pač bitja, ki smo, sicer živimo v 3D svetu, pa razmišljamo v 3D, ampak še vedno med sabo pa komuniciramo tako, da na papir nekaj narišemo. Ne? In to je, po mojem, še to nekaj časa našlo ven iz nas. Ne? Tako da, nekaj časa še, ali pa takrat, ko bomo sposobni oddati model v obliki internetne strani, takrat pa bo, prej pa ali oddamo IFC, ali oddamo, mi smo na Autodeskovi platformi, nam je to relativno enostavno. Mi oddamo NVD, pa zraven ponudimo, da poinštaliramo Navisworks Freedom in je to, ne? Ampak to je nekako zaprta rešitev, ne? To za neke javne projekte, No, mene to, če zaprta rešitev, niti ne moti tako, če je uporabno, pa če lahko kdorkoli brezplačno gleda. Na mene bolj to moti, da nihče ne more zagotoviti, da bo čez 30 let nekdo lahko ta NVD odprl. Ne? Ker zdaj, če se pa ta dokumentacija na papirju nahaja v nekem arhivu, pa se vemo, da če se vse zgubi, pa če ravno tisti arhiv niso poplavili, pa nikdo namenoma to ven vzel, se bo pač to našel. Ne? To je tisti moj pomislek, ki ga imam vedno. No? In IFC, če nek standardiziran format, bi načeloma se naj ga bilo možno odpreti. Moje vprašanje bo bolj v tej smeri. Ampak ja, zanimiv pogled imaš na to, no. V obliki internetne strani, lahko tudi rekel, v obliki neke, da oddaš v neko oblačno storitev, ki jo nekdo drug upravlja in je to verjetno čisto dosti dobro. Ne. Na tak način, ja, na tak način. Zdaj, kar se tiče, da se da odpreti, ne,
DVG že obstaja, se pravi, skoraj 40 let, ne, ali več, tam nekje, in pa mislim, da verzijo 1 še ti programi zdaj znajo odpreti, ne. To ne bi smel biti problem, ne. Recimo, ne, če se pogovarjamo o tem. Razen, če prije do neke katastrofe, pa Autodesk crkne, ne. Katastrofe. No, ampak načeloma novejši programi vedno znajo nazaj neke stvari odpirati. Tako da, če ne bo prišlo do nekih težav v arhivih, verjetno to tudi ni neki strah, ne. Predvidevam. Ja, no, se lahko sam predvidevamo, ne. Ja, tako, sej večina arhivov zdaj, ko se dogajajo digitalnih, je v PDF-u, ne, pa to je tudi, PDF je tudi Adobe format, ki je ali pa ni. Ki tudi raste, ne. Ja, no, Mogoče ga pa čez 25 let pa ne bo več, ne. no, glede na naše zadnje izkušnje s fakultete lahko povem, da PDF ima tudi več oblik, ena izmed njih je PDF-A, ki je edina primerna za arhiviranje. Ja. S tem imajo naši študenti ogromno težav, tako da samo omenil bi, da ni tako vse trivialno. Si izlil svojo bolečino zdaj, ne? Ne, ni moja bolečina. Jaz sem samo postranski opazovalec dogajanja. Ne, to se jaz čisto strinjam, ne. Dejansko PDF-A je odličen, ampak ne, tako smo rekli, ne, sej. Pravilno bi se moglo dati vse brati tudi čez naslednjih 20 let, ampak nič pa ne vemo, kaj se bo zgodilo, ne. V zadnjih 10 letih je toliko je glih na področju tega tak velik preskok v razvoju, da bomo videli. Ja, recimo eno vprašanje je bilo tudi, kako imate na vaši firmi urejeno arhiviranje, če bi zašli v to smer, glede na to, da so moji vsi CD-ji iz fakultete crkno. Mislim, da še vedno, pa mislim, da zdaj zadnjo leto ali pa zadnje 2 leti pa ni več, da se bi en izvod dajal na papirju v arhiv. Ampak nisem prepričan. Moram priznati, da ne vem. Vem pa, mislim, vsekakor pa imamo digitalni arhiv v obliki aktivne pa pasivne oblike, ki pa se arhivira, ne vem, na 5 različnih medijev pa 5 različnih načinov, tako da za vsak slučaj mislim, da to imamo kar na vse možne načine shranjeno. Edino, kar vem, da se ne dela več, se kasete ne snemajo, ker to pa res, to je že pa res zgodovina. Pa ni, veš. Čakaj, one glasbene kasete, ali kaj? Hecam se. Taki arhivi so se delali še, težava je, da enostavno ni več takih kaset, da bi bile sposobne tako količino podatkov shranjevati, ne. Mislim, mogoče imajo to kje, v kakih večjih ustanovah, ampak ne vem, kakor vem, še do pred kratkim sem v bankah to arhiviral na trakove, zdaj pa če še vedno, pa ne bi vedel. Je čist možno. Ker to je edini trajni zapis, no. Mislim, da ne, no. Kukor jaz to vem, da ne. To je tudi magnetni trak, ne, tako da, ja. Ja, ampak če danes najdeš v nekakvim podstrešju kako kaseto, pa če ti uspe najti še kak radio, ki jo znam predvajati, bo še vedno delala, ne. CD pa, ko je star 10 let, pa ne bo več delal. Več je problemi z radijom, no, v bistvu. Ja. Problem tu je večplasten, ne. Pustimo podrobnosti. Zanimivo smo se prej pogovarjali tudi o Civil 3D-ju, pa da si beta tester. Malo bi me zanimalo okoli tega, no, tudi v bistvu, kako se skupaj izgleda, če lahko o tem več poveš, kako dejansko lahko, recimo, koliko je takšnih, ki so nekako tako blizu Autodesku in Civil 3D-ju, kot si ti v bistvu tukaj v Sloveniji, oziroma pač širše v Evropi in na svetu. Zdaj nekako evropske razmere jaz poznam, onih testerjev iz ZDA sem jih samo enkrat videl na Autodeskovi univerzi, ko smo bili na predstavitvi, in pa še to samo tiste, ko so bili na Autodesk University. Zdaj v Evropi je ta skupina velika, mislim, da mogoče enih 50 ljudi, od tega je
takih, ko so vabljeni na dogodke, praviloma je njih 15. Smo lahko rečem, da recimo, da polovica, tam je njih 8 ali pa 9 uporabnikov nas je takih, ko smo že od začetka zraven. Zadeva se nekako odvija na tak način, da je enkrat na leto, ponovadi januarja, dogodek v eni od Autodeskovih central v Evropi, to München, Pariz, mislim, da v Barceloni še nismo bili smo že v Krakovu, pa se pa pač to izmenjuje. To nekako tako zgleda, da en teden od jutra do večera sediš z računalnikom pa testiraš po njihovih navodilih tiste funkcije, ki so nove v naslednji verziji. Zdaj ta oblika live se počasi izginja. Jaz mislim, da to ne bo več dolgo, ker so zdaj v zadnjih letih zelo dramatično vse dali na internet. Se pravi, imamo tedenske webcaste, kjer imamo tudi zraven intervjuje, se pravi, oni pokažejo nekaj, kaj so si zamislili, pa potem vsak odgovori, ali mu je všeč, ali mu ni všeč, ali bi raje imel ikonco malo bolj levo, ali bi bilo, da je ikonca bolj zelena, ali pa pač vse, čisto vseh detajlih nas sprašujejo, pa nekako si zapisujejo, potem pa to dajo recimo v roku enega leta ponavadi take ideje ven pridejo, če jih uspejo narediti. Kako to zgleda? Mislim, da je že to, kar si zdaj rekel, je mislim, tako super informacija, da dobimo malo pogled v to, kako ena taka zelo velika firma razvija software. No? Jaz moram priznati, da mogoče sem malo pristranski, sem že zelo dolgo, ampak moram priznati, da sem glede na velikost firme, da sem zelo zadovoljen. Mislim, zelo zadovoljen, ker smo res, mislim, da smo se 2008 nas je enih par uporabnikov, jaz pa še 1-2 Nizozemca, pa en Anglež, pa en Šved, smo se zbunili na polno na enem dogodku, na eni večerji in smo dejansko onga, ko je direktor programa, smo mu na polno, da to se ne gre, ker takrat še subassembly niso bili, niso se dali, uporabnikih niso mogli delati, se pravi, da to se ne gre, da v Evropi ne moremo, nimamo cest kockastih, tako so si jih zamislili gor v ZDA, in dejansko je v roku 2 let so zagnali, se pravi, subassembly Composer, in v roku 4 let je prišel v produkcijo. Sej pri taki veliki firmi stvari trajajo, ampak moram priznati, da če dovolj glasno poveš svoje mnenje, pa če ga dobro argumentiraš, bo stvar prišla v produkcijo. In to ni važno, odkot si. Jaz moram priznati, da sem eden od redkih v tej ekipi, ko ne prihajam iz neke ogromne firme. Večina tistih kolegov mojih, ko so iz podjetij, ko imajo 1000 in več zaposlenih. Ja, vse to je zanimivo, da Autodesk posluša nekoga iz države, ki je za Autodesk, bi rekel, tak marginalen trg. Verjetno se licence pri nas ne štejejo v 1000, ampak bolj v 100. Na tak način, ja. Jaz, ko sem se pogovarjal z tistimi, se pravi, tistih recimo nas je enih 10-15 uporabnikov, ko se poznamo, ko smo po celi Evropi raztrešeni, in mi je rekel, en je rekel, ja, mi nimamo, tako je rekel, nimajo licenc, oni imajo v bistvu pač Autodesk kupljen in neomejeno številko licenc imajo. To recimo mi ne poznamo, mi kupujemo licence po komadih, oni pa kupijo paket. Ja, neomejena uporaba. Unlimited package. Ja, unlimited pack, To so res velike firme, Ja, to je približno tako, kot sem, ne vem, enkrat je ena zgodba krožila, kako je IBM največji naročnik Applovih računalnikov, in da so v bistvu, ne vem, se neke laptope zamenjali, da so šli na Mace, in to se govori tako v 100 000 računalnikov. Tako da
Ja. Ogromen, ne? Mislim, da si pač ne moramo predstavljati tega. To si mi sploh predstavljati ne znamo, ja. No, ampak po drugi strani pa, Mateo, če se spomnim, so tudi zvedela, da recimo v Londonu ima nek projektivni biro, tam zaposlenih 200 arhitektov. Ne. Ja, to 200 arhitektov ni v Sloveniji, ne, takšnih, ki bi lahko recimo v eni taki firmi delali, najbrž, ne. Ja, mislim, hočem reči, da to so pač vse ene druge dimenzije, ki jih tu ne moramo. Omenil si prej Iztok, tudi nekaj o BIM-u pa Linealu, pa da se trudite, da bi pač cela firma prešla na BIM. Koliko daleč ste s tem, pa koliko se v bistvu vi sploh lotevate BIM-a? Malo sem gledal po vaši spletni strani, pa vidim, da imate pokrito v bistvu skoraj vsa področja gradbeništva, tako da je res zanimivo, koliko to integrirate potem med sabo. Predvidevam pa, da ste se usmerili na Autodeskove produkte. Ja, večinoma smo na Autodesku, razen pri objektih imamo še Allplan. Tudi zraven, drugače pa večinoma naše delo je na infrastrukturnih objektih, ceste in vsi objekti v nizkogradnji, in to nekako sloni na vse na Civilu ali pa več ali manj na Civilu, in izkoriščamo vse danosti, ki nam jih Civil lahko da, ne? Se pravi, povezave, avtomatske podatkovne povezave med posameznimi modeli in uporaba skupnih, recimo, podlag geodetskih, ampak to ne pomeni, da je skupni DVG, ne, ampak da je skupni model terena, recimo, pa takšne stvari. Teda, te stvari mi uporabljamo v praksi že kar dolgo. Res je, da smo vezani na platformo, zato ker kakršnikoli odprtokodni formati ali EFC ali karkoli ne omogoča tega, ne? Tako da smo vezani na Autodesk v tem smislu, ker če hočemo podatke med sabo si povezovati, moramo biti vsi na Civilu in moramo vsi imeti data management preko Civilovega strežnika, tako da nekako to je dejstvo. Kar se tiče BIM-a pa Lineala, mislim, da smo tam nekje 2010 začeli res aktivno o BIM-u govoriti, pa zelo na glas. Vedno, kjer imamo priložnost, smo tam, pa imamo kako predstavitev, pa imamo karkoli, kak članek, recimo, ne vem, na cestarskih dnevih sta sigurno vsaj 2 članka na temo BIM-a. Vedno smo na CCGS-ovi konferenci, tudi recimo 2-3 leta nazaj na DRI-ju, ko še ni bilo, ko še niso bili čisto nič navdušeni, smo tam naredili ene dve konkretni predstavitvi in takrat se je potem začelo to kolesje sukati. Tako da se zelo trudimo jaz bom zdaj že rekel, kar 7 let recimo. Ne. Meni je že zelo zoprno, ker mislim, da sem že na 100 dogodkih govoril o tem, kaj je BIM. Ne, in prav bi že rad začel kaj druge. In potem še midva. Prišel na točko 2. Kaj pa, zakaj recimo, da smo že povedali, ne? Ja, še ena zadeva, pač povezana z BIM-om Linealom, pa zdaj smo imeli 2 prejšnja gosta, ki sta bila recimo tako BIM menedžerja. Kaj bo zase lahko rečeš, da si BIM menedžer v smislu pač vodenja, izobraževanja, sledenja standardom in prenašanja vsega tega znanja znotraj Lineala. Kakšna je dejansko tvoja pozicija, oziroma je to dejansko BIM menedžer ali je kaj drugega? Uradni naziv v firmi zdaj imam BIM menedžer. Zdaj, če sta job description za BIM menedžerja kdaj brala, ne, ste videla, da je to zelo dolga zadeva, ne, in da nekako, da je
izjemno široko opredeljena. Ne. Zdaj, če bi bili če bi bil kot BIM menedžer zaposlen v podjetju z 5000 zaposlenimi, bi verjetno bila moja naloga bile moje naloge čisto drugačne, kot so zdaj. Ne. Ko v bistvu sem idejni vodja, pa izvajalec, pa vse. Ne. IT menedžer, ne, pa... Vse, čisto vse. Tako da lahko rečem, da recimo na sistemski ravni je moja naloga, da skrbim za to, da imajo vsi programi pošlihtano tako, se spodobi. Se pravi, da imajo pravilne verzije programov, da so updati porihtani, da tudi v bistvu tiste podatkovne povezave, ki so vezane na neko komunikacijo podatkovno, da funkcionirajo, da izobražujem v smislu uporabe tudi programske opreme, da recimo pomagam ekipam, ko se lotevajo projektirati neke kakršnekoli rešitve, jaz pomagam nekako na nivoju programa, kako se zadeve loti, da bo najbolj efektivno rešena iz vidika modeliranja. Na nivoju recimo projektov je pa moja naloga, da v štartu, ko se projekt nastavlja, da pomagam vodji projekta zmenedžerirati tisti del, kar se tiče podatkov. Ne. Se pravi, na kak način bo organizirana komunikacija med projektanti na zunaj, kateri programi se bodo uporabljali, kako bo recimo model, recimo pri večjih modelih, ko se gre za 10-20 km ceste ali pa česa takega, je treba modele razdeliti na primerne dolžine, ne, pa da se dogovorimo, kdo bo to delal, koliko ljudi bo delalo, kako bodo med sabo povezani, pa tako, vse te stvari nekako so v moji domeni. Skratka, sodi to v nek ta CDE, tako imenovan, se pravi Common Data Environment, nekako opis tega. Tak, ja. Dejansko tisto res menedžeriranje, ampak na tem nivoju, ne, kar se tiče projektov, je tako, poskrbeti za to, da stvari funkcionirajo, da lahko projektanti nemoteno delajo, pa se ne ukvarjajo s tem, kdo zdaj komu pa kje pa zakaj, ampak da jih tu vodim. Ne. Zdaj, Robi, če mi pustiš še eno vprašanje, ker to me pa takoj zanima, ker zdaj si povedal, skratka, kar precej dela je dejansko vloženega v to, da se definirajo te relacije, da se definirajo neke najbrž tudi komunikacijske poti, kdo je kaj določen in odgovoren in kdo je lastnik enega modela in tako naprej. Koliko je tle težav z, ne vem, ljudmi, z firmami, z samimi programi, z protokoli, standardi in tako naprej? Ali je to dost pri teh, recimo, ko imate enkrat prvi za neki infrastrukturni projekt, recimo temu mušter, ne? Kako ste to zadnjič naredili, kako boste to zdaj naredili, so težave še resne ali je v bistvu pač to neka dost rutinska zadeva pol zate že? Jaz bom rekel, da je odvisno od projekta, ne? Tudi odvisno mogoče od oddelka, pa odvisno od posameznika. Zdaj, večji, ko je projekt, več energije se na začetku praviloma vloži v to organizacijo in manjše so težave. Mogoče bom celo rekel, da pri manjših projektih so večje težave, ne? Zato ker se na začetku manj energije vloži, sej bo pa šlo, ne? Pa se že nekaj zalomi, pa se zakomplicira, ampak praviloma, ker je to mali projekt, se tudi to hitro reši. Znotraj firme lahko rečem, da so stvari utečene. Mislim, vedno je tako, da vedno je en oddelek, ki nekako sprobava nove pristope, nove stvari in tam se pričakuje tudi dosti večja odzivnost uporabnikov, ampak tiste stvari, ki so pa dogovorjene, pa utečene, pa funkcionirajo. Tam ni nekih težav. Težave so zgolj z programom, z nekimi podatki. Največ težav, ko jih mi imamo, recimo imamo s tem, da programi niso sposobni požreti količine podatkov, ki jih mi hočemo noter dati, recimo.
To je prisivilo, kar ne da je težava, ampak ko recimo na največji model, ko sem ga do zdaj dajal notor, je bil za študije variant se pravi Slovenj Gradec v Tiški Vrh, in tam je bil model sestavljen iz 50 milijonov točk, model terena. Ja, zdaj to, mogoče nekomu to ne pomeni dosti, ne, ampak praviloma civil normalno funkcionira tam do 4 milijone točk. V redu, No, vse jasno. ko postaviš v perspektivo, pa to ima drugače sliši. Ja, pol te moram takoj vprašati, daj povej, kakšen računalnik imaš, da to dejansko dela, potencialno dela. Niti ni. Računalniki so standardni, dobro, res je, da one normalne stvari, velika količina rama, SSD diskov je, take stvari pač morajo biti, ne. Največja težava je recimo bila vedno mreža, ker pač imamo vse na strežniku, vso diskovi in delovne datoteke so na mreži, to smo tudi recimo rešili, enkrat smo mogli zelo na hitro iti na gigabitno mrežo, pa na nove strežnike recimo. Druga zgodba, ali pa recimo, da tisto, kar smo pa rešili ravno z tem, kar civil omogoča, ne, se pravi, civil temu reče data shortcut. Se pravi, jaz sem recimo tisti model, ko je bil za takrat, ko je sestavljen iz 50 milijonov točk, jaz sem naredil 10 manjših modelov po 5 milijonov, pol pa sem v drugem modelu vseh teh 10 združil kot podatkovno povezavo do prvih 10, pol sem pa tistega ta zadnjega delil z projektanti in so delali na tistem na tak način, da je bil podatkovno povezava. In takrat je to delalo. Se pravi, projektant je lahko projektiral na modelu, ki je imel 50 milijonov točk. Ampak ga je samo gledal kot po AutoCAD-ovsko, bomo temu rekli XREF, ne? Ampak to je pač podatkovni shortcut, ne? No, vse to je bilo moj komentar, ko sem ga zelo pripravljal, če to je podobno kot XREF, pa si že sam odgovoril. Koncept je tak, ja, ampak to je ravno, ne, obvladovanje velike količine podatkov je ravno tu, dejansko na tak način to funkcionira, ne, se pravi, os, ki jo projektant nariše, pa jo deli z drugimi kot podatkovno povezavo, jo vsi ostali jo samo vidijo, ne, se pravi, ni pri njih fizično. Lahko jo uporabijo kot podlago, lahko na tisto os naredijo koridor, lahko naredijo karkoli, ampak ni pa njihova. Če se razume, ne? Pomeni, da podatki niso doma, ne? Da so podatki samo tam, kjer so, ne? Jaz recimo, ko sem tam model sestavljal, sem ga cel teden sestavljal, ne? In seveda se ne zna predstavljati, da bo en projektant en teden čakal, da mu bo odprlo model, da bo lahko začel cesto gor risati, ne? On pričakuje, da mu bo to odprlo v 15 sekundah. No, meni je to zanimiv, pač ta opis nalog enega BIM menedžerja. Zdaj si že v bistvu tretji, ki ima ali interno, ali pa pač ne vem koliko naziv BIM menedžerja, in imate vsi tri v bistvu čist drugačne naloge, se Matevž tudi sam lahko potrdi, ko smo se pogovarjali. In moram reči, da je tako, si sam ugotovil, ne, manjša kot firma, več nalog imaš. Ja, točno tako. Če bi bil BIM menedžer res, tako sem prej rekel, v podjetju z 1000 zaposlenimi, bi imel pod sabo 20 ljudi, ki bi bili, ne vem, BIM koordinatorji, pa modelerji, pa ne vem kaj vse, in takrat bi bile te naloge razdeljene, ne? Tako je pa pač vse pade na enega, ne? Oziroma zdaj tukaj smo dva, ne? Ampak načeloma je to tako, ne? No, še nekaj bi sam komentiral, recimo Martin, ki je bil prejšnjič naš gost, je omenil, da on živi v Excelu pa v Solibriju, ti pa pač obratno praviš, da živiš v vseh teh native programih, ki jih projektanti rabijo, ne?
Ja, plus Excel. Plus Excel, ne? To je pa dejstvo. Ne? Se pravi, jaz tudi moram določene stvari tam narediti, ampak moram priznati, da mogoče malo manj. Ne? Jaz, no, za razliko od tega, mi Solibrija nimamo, mi uporabljamo za vse Navis, ne? Ampak več kot polovico časa, če rečem BIM, kar jaz delam v BIM-a, je v Navisworksu. Se pravi, ko treba modele skupaj sestavljati, jih preverjati, tu pa je potem Navisworks v našem primeru. No. Zanimivo. Enkrat se moramo lotiti, pa v bistvu tale Navisworks pa Solibri tako malo bolj detaljno razdelati. Ampak recimo to za en drug podcast oziroma za eno drugo oddajo pustimo. Pa bi jaz v luči tega, da bomo danes končali, ne, da ne bomo zajadrali v naslednjo jutro, predlagal, da gremo naprej. Razen če je jasno, kaj je nujno še za dodati na tem trenutku. Isto, ki še kaj za dodati, lahko gremo naprej. Lahko gremo naprej. To v bistvu zmeri tako, da si moramo midva z Robijem malo pustiti, zato da se še kdaj povabva, da boš lahko nove gotovitve in nove stvari okoli Civil 3D povedal, oziroma podobnih programih, ne? Pa je zdaj ravno nova verzija Civila vam prišla, vsaj prej si omenil, ne? Zdaj jo že imamo tudi mi. V četrtek je bilo uradno, ampak sem zdaj, ko smo se pogovarjali, med tem preveril, da jo imamo že za download. Ja. No, evo, to je glih pred prazniki, ne, za vse tiste, ki bojo tale podcast malo kasneje poslušali, tako da čez praznike lahko jo vsi na veliko modelirajo z novimi zmožnostmi, za katere je isto sigurno imel kaj besede zraven. Mogoče eno ali pa dve. Lej, jaz nisem imel nobene, tako da kaj pa dol, ne. Lej, zdaj smo pri poročilih, Iztok, povej nekaj fascinantnega, mislim, da si odkril. Ja, zdaj ena zelo zanimiva zadeva je, namreč to sem dal dva linka do YouTubea, in sicer en video, ki je bil narejen leta 1994, naslov je IFC, kje se je vse začelo, oziroma konec Babilonskega stolpa. To je predstavitveni video, ki je bil narejen z namenom, takrat se je to imenovalo Building Alliance, kar zdaj poznamo kot Building Smart. To je takrat ustanovilo, mislim, da je bilo 5 podjetij. Prvo je bil Autodesk, pa še je bilo pa enih 5 takih malo večjih igralcev. In takrat so napovedali, se pravi leta 1994, zelo zanimivo je poslušati video, kaj so takrat napovedali in kaj se zdaj pogovarjamo. Skratka, oni so napovedali, IFC je že takrat bil napovedan, ne? Industry Foundation Classes v tem videu omenijo in rečejo, mi bomo naredili format, da bodo lahko vsi programi med sabo komunicirali, ker ljudje očitno ne znajo, nekako tak bi se dalo razumeti ta video, ne? Ker zaradi tega se tudi nekako je naslov konec Babilonskega stolpa. Ja, v bistvu sem malo pogledal, če ne drugega fascinira, ne? Kdaj si rekel, da je to 94, ga je bil ta video? 94, ja, Building Alliance je uradno se ustanovil leta 95, tako da to je bilo 94, to je bilo pol leta prej, recimo. Ne, v bistvu tako, za vse tiste, ki ste navajeni nek Full HD, pa ne vem, bog ne da je 4K video gledati, ne, boste videli, kaj se je leta 94 snemali, ne. Tako da je pa sebina važna, tako da jaz mislim, da bomo vsi profitirali, če bomo tole pogledali. Ja, jaz mislim, da je en zelo zanimiv del zgodovine, bom rekel, no, recimo, da se postavimo malo v čas, ne, kaj se je v 30 letih zgodilo. Čakaj, res? Koliko? 20? 20, no ne, sicer... Pardon. Res ja, je. ja, no,
20. 20, ne? Dobrih 20, ne? Ampak že dobrih 20 je zelo velik, ne? To je ogromno, ja. Pa še prej so se stvari vrtele okoli raznih procesnih modelov, pa unga in tretjega modeliranja. Tako da, Ja, to se pa mogoče zdaj, prej sem omenil v tem kontekstu, ne, nekako oče Bima, ne, Chuck Eastman, ne. On je prvič zapisal o modelu, mislim, da leta 67 je bil prvi njegov tak članek. In takrat, ko smo v okviru projekta Road 3D Smart bili zmagovalni v Dublinu, je bil on tudi v komisiji, ki je ocenjevala. In mislim, da takrat je bilo res fascinantno, ne, ker je še takrat sam nisem bil prepričan, ne, pač dosti je teh besed, ne, ja pa civil, ni BIM program, pa to, vse možno se sliši, ne. Takrat je, ko smo mu predstavili, kaj smo naredili, pa na kak način stvar funkcionira, je gospod Eastman, ne, za mano je bil, pa mi je dal roko na ramo, pa je rekel, this is BIM. Sam to je rekel. In kot to. Zelo, mislim, on je res, zdaj je že res starejši gospod, ne, ampak že takrat, to je že pa res, ne, leta 67 je imel idejo, kako to rešiti, ne. Taki vizionarji, ki so recimo desetletja pred časom, ne, so res najbrž zelo redki. In tako, da se dejansko na koncu razvije nekaj po sicer dolgih letih, recimo dosti tehničnega, inženirskega in ne vem kakšnega razvoja, je tudi, mislim, dejansko je uspeh. No? V bistvu v fazi, kakršni smo, kjer IFC, tako kot si že danes ugotovil, da je jasno, da vsega še na vsak način ne podpira, pa do nekaj časa še trajalo, da bomo dobili neke nove standarde, ki bojo te, recimo, ceste, tunele in podobne stvari podpirali tako dobro, kot so zdaj podprte neke stavbe, arhitekturne. Še zmeri, ne? Velik napredek je od leta 94 ali pa 95. Ne? Ja, recimo, da v zadnjih letih, ko se je marketing, bomo rekli marketing BIM-a začel, je pa zdaj res dosti bolj hiter zadeva potuje naprej. Ne? Jaz bi rekel, da ideja o BIM-u ali pa to že zelo dolgo obstaja, ne? Samo, kako bi rekel, zadnjih 10 let je pa marketing najbolj naredil, ne? Zdaj vsi o BIM-u govorimo, pred 15 leti pa noben ni. Ali pa... Ja, res je. Zelo redki, bomo rekli. Zelo redki. Kar ne pomeni, da takrat ideja že ni obstajala. Ne? Ne, sigurno. Zdaj pač jaz mislim, da je to pač v neko splošno zavedanje inženirsko prišlo in da pač od tukaj nazaj jeti v bistvu pač ni več možno. Ne? Tako. Ok, Robi, povej, kaj imaš ti pripravljenega za priporočilo. Ja, jaz imam pa danes en podcast, da ne boš vedno samo ti podcaste priporočil. Moramo povedati, da sem za ta podcast videl od enega našega poslušalca Jureta, tako da končno nam je nekdo pisal, čeprav samo meni, Matevžu sploh ne. Mene ne mara, v bistvu, že pri modelu se moram skregati z vsakim, ne, tako da... Ja, to pač tako je. No, in Jure je bil prijazen, mi je poslal povezavo do enega podcasta, ki se mu reče The Simply Complex Podcast. Jaz moram priznati, da še nisem kaj veliko poslušal tega podcasta, sem samo glavne stvari pogledal in to je v bistvu en blog in podcast obenem, s tem, da blog obstaja dlje časa, podcast je pa od par mesecev, mislim, da manj 17 oddaj, ker bolj pogosto izdajajo kot midva. Kar mi je pa zanimivo je pa to, kar je tudi Jure sam omenil, da je podcast, v bistvu koncept podcasta je direktna kopija BIM pogovorov, s tem, da je v angleškem jeziku. Tema podcasta je pa bolj kot ne so Autodeskovi produkti za BIM. Tako da, če koga zanima pač Autodeskovi produkti, predvsem Revit in cel ekosistem okrog njega,
naj gre poslušati ta podcast. No, kar mi pa tudi zanimivo je, da so direktno skopirali koncept najnega oglašanja iz konferenc. Katastrofa. Katastrofa. Ne, ampak v bistvu zdaj sem na spletni strani in tam piše, ali je to neka nova kratica, AEC-O Industry. Jaz sem tudi to videl. To je Architecture, Engineering, Construction pa Operations Management. Tako da boste vedeli, kaj tisto O pomeni. Tako da če se bo ta neka zadeva prijela, mislim, da bo kar BIM pogovori skoraj prvič, ko bomo to omenjali. Tle v Sloveniji. Saj nekje bomo prvi. Marketing deluje. Ja, res je. AEC je že čist preveč, že vsi preveč vajo, kaj to pomeni, treba malo črk zraven dodati. No, Matevž, kaj imaš pa ti dan za nas? A je spet audio knjiga? Seveda je audio knjiga. V bistvu pač neke podcaste tudi o agilnih metodologijah poslušam in v eni izmed zadnjih oddaj, skratka gre za pač podcast, kako je že? Agile for Humans. Nisem dal linka zraven, ampak vseeno, ampak pogovarjali so se o eni knjigi. The Goal, A Process of Ongoing Improvement. Skratka, taka spet dosti dramatizirana zgodba, ki pač govori o tem, kako neke procese optimizirati, ne samo optimizirati, ampak kako jih sploh voditi. Govori o neki teoriji, po angleško se reče The Theory of Constraints, se pravi teoriji nekih omejitev. No in zelo zanimiva, v bistvu tako, da če boste poslušalci ali pa tudi vidva, kdaj razmišljajo o kakšni knjigi taki, ta je definitivno ena izmed boljših. Tako da to je z moje strani. Ok, smo pa jasno pri pomembnem delu, hitra vprašanja. Istok, pa bomo kar šli na prvo vprašanje, BIM programska oprema, kjer uporabljaš? Civil 3D, Navisworks, Infraworks. Evo, bom jaz, ker moraš pač eno sam povedati. Recimo, da je pri Autodesku izjemno težko govoriti samo v enem programu, zato ker so vedno paketi. In če bi rekel, da je Civil 3D, bi bil prekratek. Ampak recimo, da to je moje poglavitno. Lej, boš moral biti zadovoljen s tem, da Civil 3D napišem. Sva pa o paketih slišala precej, ko so bila na izobraževanju, na CGS-u. In jasno, to je približno tako kot z Adobom, kjer jasno ne moreš ti kupiti enega programa, ampak moraš bolj ali manj pol njihove ponudbe pokupiti, ne? Točno tako, ja. No, ampak lej, to se najbrž ne bomo nikoli strinjali s tem, je to dobro ali pa ne. Ja, evo, zdaj tako pa. kot se ne bomo strinjali, a je boljš model najema ali nakupa programske opreme, ampak ok. No, naslednje vprašanje je istak. Zelo pomembno vprašanje, tako da pazi, kako boš odgovoril. Kaj je BIM? A je to model ali je proces? Slišala sva tudi, da to ni ne modeling, ne model, ampak da je to management, pa da je to kaj še, Matevž, pomagaj. Filozofija. Ja, čak, pa še zanč je Miha. Kaj smo slišali? Ne, Miha, Martin. No. Martin rekel, da je, čak sam, da je to moram skoraj pogledati. Ena dobra kratica si jasno zmislil in to je DGP. Digitalizacija gradbene panoge. Ja, povej, kaj? To so pa na IC-ju imajo ta program, ja. Ja, to je. Zdaj, jaz sem BIM manager, ne? Aha, si za management pa? Ja, zdaj malenkost moram to argumentirati, ne? Zdaj BIM model itak moramo narediti, zato ker če nimamo modela, pol nimamo nič, ne? Zdaj je to informacijski model ali je pač, ne? Druga stvar je proces. Proces je
se iz vidika, jaz zdaj govorim iz vidika projektiranja, se proces nič kaj ni spremenil. Se pravi, proces, da pridemo do projekta, je popolnoma ali pa v veliki meri enak zdaj, kot je bil pred 20 leti. Spremenil se je pa management vseh informacij, ki se dogajajo med tem procesom. Se pravi, upravljanje je po moje bistvo BIM-a. Se zmeri bolj strinjam z vami, ki govorite, da je to management. In pa tudi tvoja razlaga tale okoli procesa. Jaz bolj, ko razmišljamo o BIM-u in o procesih in modelih, na koncu rečem, pa kaj se je za vraga spremenil, še zmeraj na koncu delamo gradbeništvo, v bistvu delamo neke infrastrukturne objekte, arhitekturne objekte, kakorkoli že, na bolj manj enak način kot pred, 30-40 leti, ne? Ja, in tudi to se po moje ne bo še kmalu spremenilo, ker fizika je še zmeraj taka, da najprej moraš temelje narediti, pa na koncu streho. In žal, ne. Jaz mislim, da proces gradnje ali pa tudi projektiranja se bistveno ne bo nikoli spremenil. Se pa spreminja obvladovanje seveda vseh informacij, ki nastajajo tu, ne. Tu nekako jaz, tako je moje mnenje. Zato je to management, po moje. Ti si gost, vedno imaš gostovo mnenje največ teje tukaj. No in še zadnje vprašanje iz tega sklopa okoli standardov oziroma Open BIM pristopa. Kako ti to zadevo vidiš? Absolutno da. Zdaj, sicer zaenkrat mi še imamo tu kar, bomo rekli, še tehnološko na področju infrastrukture še tega ni, ne, še ni tako daleč in imamo kar težave v komunikaciji, ne, predvsem, ker niso standardi še dobri, ampak jaz verjamem, da ko bo recimo IFC, ko bo izpisan tam nekje v verziji 6 tudi za infrastrukturo, da bomo lahko to zelo s pridom uporabljali. Sem napisal, da jaz mislim, da bomo počasi tole vprašanje ukinili, ne? Ampak recimo... To sploh ni vprašanje. Ne? Ja, sej. Da, ampak bolj je vprašanje kdaj, ne. Tako, ja. Ne da ali ne, ja. Medtem bomo tudi drugo vprašanje ukinili, da ne bo še naprej izgubil. Ja, tudi ne, samo ta drugo vprašanje ne moramo ukiniti, ker zmer se nekaj novega povaja, ne? Drugač bi mi izpustili tisti DGP in filozofijo in vero in prepričanja in management in ne vem kaj še vse. Tiste je zanimiva, ne? Nažalost sem bez malo ne strinja, ampak dobro, to je druga zgodba. Bo treba malo jeti v marketing. Skratka, jaz mislim, da smo pri koncu. Iztok, najlepša hvala, da si se vzel čas za tole oddajo. In mogoče za na koncu samo še ena zadeva, kje te lahko poslušalci najde, kako te kontaktirajo s kakšnimi vprašanji ali pa mnenje. Ja, hvala za povabilo. Drugač, mene se najbolj enostavno najde na Google, ja. Oziroma na Linealovi internetni strani. Maile imam istok.zabreznik@lineal, @gmail, ne vem kaj vse. Skratka, tudi na LinkedInu, tudi na Facebooku sem prijavljen, ja. Najde se me. Bomo mi to malo polinkali, tako da jaz ne verjamem sicer, da boš imel zelo veliko prometa dodatnega zaradi tega, ampak upam, da se vseeno mogoče s kakšnim vprašanjem lahko tudi nate obrne, ne? Da je težav. Super, Robi, kaj za dodati za na konec? Ja, me ne boš vprašal za kontakt. Zadnjih nisi hotel povedati, pa ne bom več spraševal, razen če se ne ponujaš posebej.
Ne bom dal kontakt, ker prvič, ko jih nisem povedal, sem pa en mail dobil, tako da najdete me na Googlu. Ta je dobra, ja. Lej, pol najbolj, da pustim tudi jaz ti zadnji del, da pač se povem, kje so BIM pogovori in ne vem kaj že vse, ker očitno to nič ne zaleže. Ampak recimo, da upanje vseeno umre zadnje in povem, da prosim jasno poslušalce, vesele bo vsakršnega mnenja, tudi graje, kritike in ne vem kaj še vse. BIM pogovore najdete na webu oziroma spletu, bimpogovori.si je spletna stran, sicer pa tudi na Facebooku, Twitterju in pa od nekaj tednov nazaj tudi na YouTubeu. Zadnjič sem preveril, mava 2 naročena na YouTube kanal. Odlično, še 98 jih rabimo, potem bomo pa lahko imeli svojo tako kratko oznako za BIM pogovore na YouTubeu, to je omejitev, ki YouTube ima. Tako da sam še 98 jih raba. Mislim, da smo pri koncu. Iztok, res še enkrat najlepša hvala za te odprte odgovore. In lep pozdrav obema. Adijo. Nikaj, hvala. Adijo. Zdaj, jaz sem tam izhodiščati za razgovor, v bistvu sem zelo na široko v bistvu tole zastavo, ne? Oziroma pač ni nujno, da sploh karkoli od tega govorimo, lahko tudi vse. Moraš ti povedati v bistvu, kaj ti, kar v bistvu misliš, da je najbolj pametno, da se dotaknemo, tako da bi enostavno tudi koga drugega zanimalo, ne? Zdaj mogoče, če sam, da si jaz odprem oni link, bi jaz Civil postavil na prvo mesto. V redu, v bistvu je tako, čak, kdo je že rekel, da te nujno morava imeti kot gosta ta prvo? Ta prva je rekla Mojica, potem je pa rekel še zadnjič, v ta zadnjem. Ne, v bistvu je bil Peter, meni se zdi ta prvo. Verjetno Peter še pa Martin, v bistvu zadnjič, ker smo ga nekaj sprašvala, v bistvu koga, ne? Pa je rekel tebe, sem rekel, daj kaj novega povej, ne? Tebe smo pa že slišali. Ja, v bistvu, kakorkoli bomo se pogovarjali, pri meni je tema vedno nekaj v zvezi s civilom, ne? Pač to sem že pa res odkar civil obstaja, sem... To tudi programersko kaj, v bistvu, ali zgolj uporabniško pa v bistvu... Uporabniško / sem beta tester Autodeskov že od začetka, od 2006. In tudi v bistvu poznam program res noter, zato ker tudi en kup stvari, ki so se v programu zgodile, lahko rečem, da sem vsaj delno vplival na njih, zato ker je, zdaj ne vem, koliko poznate Autodesk, ne, ampak oni so zelo poslušni, kar se tiče do nas, beta testerjev, vsaj tistih ta oskih, tistih nas je recimo kakih 20, ne. In dejansko se Civil razvija tako, kot uporabniki želimo, bomo rekli, ne, tako da zaradi tega Civil tako dobro poznam, ne, in vse iz tega izvira, ne, to pa pol razumete, ne. V bistvu bom rekel, da je Civil v bistvu, ne vem, če sploh se ne spomnim, da bi kdaj to uporabljal, ne. Jaz tudi ne. Ja, v bistvu, ker mi je bilo zmer nekak tak po liniji, ne vem, AutoCAD pa potem na Revit, ne. Tako da sem se vedno načeloma sprašal, kaj potem ta Civil 3D dela v tej zgodbi Autodeska, ne. Jaz sem v bistvu začel se pravi, Architectural Desktop, ne vem, koliko to poznata. To je bila ona prva zgodba pred Revitom, preden so kupili Revit, ne. Ne vem, če ni to celo njihova prav Autodeskova zadeva. In to je bil, kar se mene tiče, prvi program, ki je bil modelirnik, pa ki je baziral na AutoCAD-u,
ampak je že bila, kako bi rekel, zametki, ne, tega BIM principa, ker je že bil objektno voden. In to je glih, v bistvu pri Civilu je podobna zadeva. Ne. Res je, da laufa ne na AutoCAD-u, ampak na Mapu, ampak je DVG, ki pa ima zraven toliko svojih lastnih objektov, da ga AutoCAD samo vidi, ne zna ga pa prebrati. Ne. Tako da, kar se mene tiče, je to čista paralela Revitu.